Razglas. Pojte vsi zbori sveta. Naj glasovi vaši vode zdramijo kipeče, naj pogasijo divje ognje in grmade. Naj petje vaše seje tisočero cvetje, prekrije naj bojišča, ustavi vse morije. Preorjite vsa polja za ljubezni seme, da želi bomo žlahtne upanja plodove. O svobodi pojte, tiranske zlomite okove, o enakosti zapojte, naj revščina ne bo krivično breme. O ljubezni pojte, v krajih in deželah tistih, kjer ljudje so plen sovraštva in zavisti. K dobremu naj ta naš svet popelje vaše petje, namesto vojne naj med nami vlada mir. Naj iz sveta izgine v nič prepir. Spoštujmo zemljo in darove njene, naj zaradi rase ali barve ni nikjer razlike. Naj bomo bratje vsi in sestre v čast umite. Veselo naj planet ob petju diha zdaj svobodno. Dober in vesel večer vam želim, drage Mariborčanke in Mariborčani, na 18. dnevu kulturnih društev, s katerim obeležujemo ta veseli dan kulture, ki se sicer praznuje 3.12. in Svetovni dan zborovstva, ki poteka vsako drugo nedeljo v decembru. Naj vas spomnim, da se je dan kulturnih društev spočel ob 80. rojstnem dnevu mariborske legende društvene kulture Janeza Karlina, ki bi letos praznoval 103 leta, a se je leta 2019 v 98. letu starosti poslovil. Dan kulturnih društev je namenjen predstavljanju odličnih dosežkov na področju ljubiteljske kulture in počastitev ustvarjalk in ustvarjalcev, ki s svojimi talenti in trudom bogatijo naš vsakdan ter nas povezujejo. Svetovni dan zborovskega petja pa je leta 1990 spodbudilo Mednarodno združenje za zborovsko glasbo in se mu je Maribor po zaslugi profesorja Ivana Vrbančiča pridružil med njimi. Ne le, ker radi prisluhnemo zborovskemu petju, ampak smo globoko prepričani tudi v njegovo sporočilo. Že dolgo sodimo med dežele, kjer so pevski zbori posajeni najbolj na gosto in skoraj ni družine pri nas, ki ni ali ne bi bila tradicionalno povezana z zborovskim prepevanjem. To je slovenska značilnost, tudi ko se preselimo kam daleč v svet. Na odru z nami pa je mešan pevski zbor kulturno-umetniškega društva Angel Besednjak, ki je v svoji bogati 100-letni zgodovini s pesmijo razveseljeval ljudi po Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji, Albaniji, Avstriji, Nemčiji in Madžarski. Okronal se je številnimi priznanji doma in v tujini. Prejeli so tudi Galusovo plaketo. Leta 2023 je umetniško vodstvo zbora prevzel zborovodja Igor Majcen. Vsi si želimo, najbolj pa pevci sami, da petje ne bi zamrlo in to poudarjam še posebej danes, ko praznujemo Svetovni dan zborovskega petja. Pred kratkim so v društvu obeležili 105. obletnico delovanja s koncertom v Kazinski dvorani SNG Maribor. Del jubilejnega programa bomo slušali tudi danes. Program bo obsegal naslednje pesmi: Apel in čevljar na besedilo Franceta Prešerna in v glasbitvi Igorja Majcna, na Vipavskem Rada Simonitija ter koračnico z naslovom Humoreska, ki jo je uglasbil Walter de Graef. Mešani pevski zbor Kud Angel Besednjak Maribor vodi Igor Majcen. Neuna
da se v ljubiteljski kulturi vse zgodi iz veselja do ustvarjalnega izražanja, toda k temu spada tudi velika želja slehernega posameznika in kolektiva, da bi bili čim boljši in prepričljivejši izvajalci. Zato skrbi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z neštetimi oblikami izpopolnjevanja in z nudenjem priročnikov, literature, stalno pa je tudi strokovno spremljanje kakovosti in vrednotenje dosežkov. Obstajajo dobro znana priznanja, poimenovana po velikih vzorih, kot so Galus, Linhart, Marold in drugi. Ob dnevu kulturnih društev že tradicionalno podeljujemo priznanja regijskega spremljevalca za dosežke na področju gledališča. Namen priznanj je nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke skupine, njihove člane in sodelavce, ter s tem spodbuditi razvoj in kakovost tovrstne gledališke produkcije. Letos je gledališke predstave strokovno spremljala režiserka Mateja Kokol in predlagala naslednje prejemnike. Priznanje regijske strokovne spremljevalke za naslovno žensko vlogo prejme za vlogo Živke v predstavi Gospa ministrica v režiji Jožeta Kašmana in izvedbi Kut Marice Kerenčič pesmica Andreja Senčar. Andreja Senčar z izjemnim občutkom za ritem in kolektivno igro duhovito in prepričljivo oblikuje svoj dramski lik. Njena igra je natančno premišljena, a hkrati lahkotna in naravna. Z občutljivo grajenimi akcijami in reakcijami postane motor ansambelske dinamike ter gonilna sila prizorov v predstavi. Spretno prehaja med različnimi oblikami komike in zvesto uporablja bogat nabor igralskih orodij. Glas, gesto, gib, s čimer doseže izjemno prepričljiv, živ in celovit odrski izraz. Andreja Senčar. Priznanje regijske strokovne spremljevalke za naslovno moško vlogo prejme za vlogo Viktorja v predstavi Viktor ali otroci na oblasti v režiji Viktorja Hrvatina Megliča in izvedbi Teatra Magdalena društva Indianes Janez Ivačič. Janez Ivačič v vlogi Viktorja ustvarja izjemno prepričljivo, natančno in večplastno podobo človeka, razpetega med duhovnostjo in trpkostjo, z občutkom za detajl in izbrušenim obvladovanjem igralskih orodij oblikuje bogato čustveno, psihološko in gibalno potovanje. Njegova igra razkriva raznolike obraze lika ter mu s tem vdihne gledališko žlahtnost in človeško globino, s čimer izjemno nadgradi močno sporočilnost gledališke predstave. Janez Ivačič. Priznanje regijske strokovne spremljevalke za stransko žensko vlogo prejme za vlogo Ester v predstavi Viktor ali otroci na oblasti v režiji Viktorja Hrvatina Megliča in izvedbi Teatra Magdalena društva Indianes Katarina Berčič.
Katarina Berčič v vlogi Ester z izjemno tenkočutnostjo in notranjo intenzivnostjo oblikuje pretresljivo podobo deklice, ujete v mehanizem razslojene buržoazne družbe. Njena močna igralska prezenca in natančno oblikovana notranja ter zunanja plast lika prinašata predstavi globljo vsebinsko in emocionalno dimenzijo ter jo povzdigujeta v ganljivo gledališko izkušnjo. Katarina Berčič. Priznanje regijske strokovne spremljevalke za scenografijo prejmejo za scenografijo v predstavi Moja babi, socialistični mrtvak v režiji Gregorja Antoličiča in izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš, Andrej Jurkovič, Stanko Zorec in Gregor Antoličič. Scenografija z natančno realistično upodobitvijo babičinega stanovanja ustvarja prepričljiv in hkrati pomenljiv prostor dogajanja. Vsak detajl, od postavitve pohištva do skrbno izbranih rekvizitov, deluje premišljeno in v tesnem dialogu z režijo ter igro. Scenografska rešitev ne le podpira zgodbo, temveč igralki ponuja razgiban poligon za stopnjevanje psiholoških stanj, zlasti paranoje, ki jo izjemno izkoristi v svoji interpretaciji. Gre za scenografijo, ki je hkrati funkcionalna, sugestivna in dramaturško izbrušena. Scenografi kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš, Andrej Jurkovič, Stanko Zorec in Gregor Antoličič. Hvala lepa gledališkim nagrajencem. Izvolite. Tako, na oder pa sedaj vabimo pevke vokalne skupine ljudskih in ponarodelih pesmi Marice iz Društva upokojencev Maribor Center. V nadaljevanju nas bo torej razveseljevala vokalna skupina pevk ljudskih in ponarodelih pesmi Marice, ki delujejo v okviru Društva upokojencev Maribor Center. Skupino je pred več kot 30 leti ustanovila in vodila Majda Štumberger, od leta 2003 naprej pa njena hči Sonja Volarič. Skupina je izjemno aktivna, saj ljudsko petje širi na številnih prireditvah v okviru matičnega društva, na srečanjih sorodnih skupin izven mesta Maribor, redno prepevajo v domovih za ostarele, na srečanjih upokojencev ter pri prireditvah za tretje življenjsko obdobje. Letno izvedejo tudi do 18 javnih nastopov in samostojnih koncertov. Predstavile nam bodo naslednje pesmi. Ljudsko, vsakdo mora imeti prijatelja, ponarodelo Eno rožico ljubim, za katero je besedilo napisal Jožef Virk, ter ljudsko Sijaj mi sončece. Vokalna skupina Marice in vodja Sonja Volarič. Vsakdo mora imeti
Prijatelja.
Spoštovani, Dan kulturnih društev je prava priložnost, ko povabimo na oder društvenice in društvenike, da bi jim izrekli še posebno hvaležnost za izreden prispevek ljubiteljski kulturni dejavnosti. Priznanje Janeza Karlina z medaljo Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2025 bomo podelili posthumno Božu Kunstlju, članu Film in video kluba Maribor, ki nas je prekmalu zapustil spomladi tega leta. Nagrado bo tako prevzela njegova partnerka Jelka Pišec. Božidar Kunstelj je bil član film in video kluba, nekoč kinokluba od leta 1977. Od takrat naprej je bil vsako leto prisoten na festivalu amaterskega dokumentarnega filma, leta 1980, 83 in 87 tudi kot direktor festivala. Sodeloval je na vseh 13 totih videofestivalih, kar 7-krat kot direktor. Z avtorskimi filmi je sodeloval po amaterskih filmskih festivalih doma ter zanje prejel veliko nagrad, priznanj in pohval. Leta 1981 pa tudi naziv kinoamater prvega razreda. Kar 24 let je vodil film in video klub, pri čemer je bil glavni organizator 2 klubskih revij kratkega filma vsako leto. S sponzorskimi sredstvi in donacijami je nabavil montažno enoto in videokamero SVHS za klubsko dejavnost. Poklanjamo se njegovemu spominu in naj počiva v miru. Gospod Božo Kunstelj. Karlinovo medaljo s priznanjem Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2025 prejme gospa Erika Jovanovski. Erika Jovanovski je v letošnjem letu dopolnila 80 let svojega življenja. Njena visoka starost pa ni ovira za njeno delovanje na področju kulture. Srečujemo jo na vseh pomembnih kulturnih dogodkih v našem mestu. Nekatere dogodke še danes pomaga promovirati, organizirati in voditi ali pri njih aktivno sodelovati. Je aktivna članica Društva upokojencev Maribor Center, kjer je dolga leta skrbela za kulturne dejavnosti v društvu. To društvo je na področju kulture povezovala z institucijami izven društva v mestu in tudi na državnem nivoju. Z energijo in močjo svojega pozitivnega karakterja je previhrala ob kulturi vse hudo ter s tem postala vzor mnogim, ki jih poznamo. Erika Jovanovski. Priznanje Janeza Karlina z medaljo Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2025 prejme gospa Irena Gajser.
Irena Gajser je začela ustvarjati kot ljubiteljska slikarka pri likovni skupini Kud Angel Besednjak. Danes pa kot profesionalka, magistra likovne umetnosti z več kot 30 samostojnimi avtorskimi razstavami ter preko 130 udeležbami na skupinskih razstavah doma in v tujini vrača amaterizmu. Vrsto let je bila organizator in koordinator programa Društva likovnih umetnikov Maribor, imenovanega tudi DLUM, 8 let tudi predsednica društva, prav tako pa članica umetniškega sveta DLUM ter članica izvršilnega odbora Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, imenovanega tudi ZDSLU. Danes strokovno vodi 2 likovni skupini Društva medicinskih sester in babic in zdravstvenih tehnikov DMSBZT. Izvaja številne tečaje risanja in slikanja za odrasle in mladino, s posebno ljubeznijo pa je občasno mentor slikanja za otroke in odrasle s posebnimi potrebami. Pri društvu Majolika v Slovenski Bistrici pa je aktivna na področju ustvarjanja umetniške keramike. To je Irena Gajser. Priznanje Janeza Karlina z medaljo Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2025 prejme gospa Anita Kirbiš. Anita Kirbiš je desetletje članica film in video kluba. S fotografijo se ukvarja že 2 desetletji in razstavlja v okviru skupinskih klubskih razstav, največ doma ter sodeluje na fotonatečajih. S filmi se ukvarja zadnjih 10 let in sodeluje na klubskih filmskih revijah, širše v Sloveniji ter tudi v tujini. Njen največji doprinos klubu je prodor klubske dejavnosti v medije v podravski regiji. V prilogi Večera v Štajercu je sliko in besedo povedala, kaj se v klubu dogaja in s tem širila prepoznavnost kluba. Veliko je pomagala tudi Francu Kopiču pri nastajanju njegovih filmov ter promociji njegovega dela. To je Anita Kirbiš. Priznanje Janeza Karlina z medaljo Zveze kulturnih društev Maribor za leto 2025 prejme gospa Jasmina Krapše. Jasmina Krapše, rojena Antič v Srbiji, že 59 let živi v Mariboru, kjer srčno in zelo aktivno doprinaša k kulturnemu razvoju in ohranjanju identitete ter tradicije srbske skupnosti. Imeti rada svoje korenine, a ceniti in spoštovati vse druge, je vodilna misel, ki iskreno sledi pri svojem delu. Leta 2014 je začela sodelovati v veteranski sekciji Srbskega kulturnega društva Maribor. Prevzela je vlogo kostumografinje ter tudi prevzela skrb za narodne noše. Folkloristi Srbskega kulturnega društva Maribor so z njeno pomočjo dosegali najvišje ocene za svoj izgled na številnih odrih. V društvu je bila en mandat podpredsednica ter mandat zatem tudi predsednica. S preudarnim in sistematskim delom je društvu v vseh teh letih pomagala obogatiti zbirko narodnih noš iz različnih področij Srbije, med katerimi je veliko originalnih primerkov. Urejala je društveni časopis Kontakt, soustvarjala koncerte ter skrbela za transparentno in povezovalno delovanje društva. Gospa Jasmina Krapše.
Hvala nagrajencem, še en aplavz za razmerje nagrajencev in nagrajenk. Danes imamo same ženske. Danes pa nas čaka energijska injekcija folklorne skupine Srbskega kulturnega društva Maribor. Predstavili nam bodo odrsko postavitev Narodne igre iz Vladičinega Kana. Koreografija je zasnovana kot sklenjen splet najznačilnejšega plesnega repertoarja iz tega območja. Ustvarjena je na podlagi etnokoreoloških raziskav, kar zagotavlja visoko stopnjo avtentičnosti pri rekonstrukciji gibanja, ritmičnih struktur in lokalnih plesnih stilov. Plesi se odlikujejo po razgibanih metrumih, živahnih prehodih in izraziti skupinski dinamiki, s čimer koreografija ustvarja celovit prikaz regionalnih posebnosti. Avtor odrske postavitve je Janko Dimitrijevič, avtor glasbene spremljave je Zdravko Ranisavljevič, umetniški vodja skupine pa je Ana Dobrijevič. Hvala, da ste nam tako pazljivo in navdušeno prisluhnili. Po koncu folklornega nastopa vas vabimo v preddverje dvorane, kjer bomo po ustaljeni navadi ob letošnjem vinskem pridelku še kaj pokomentirali, poklepetali ter še enkrat čestitali nagrajencem. Hvala, ker ste prišli in srečno.